Nogometni klub Domžale svojo mladinsko ekipo drugo leto zapored predstavlja slovenski nogomet v elitni ligi prvakov za mlade. Tudi tokrat jim je žreb v prvem kolu namenil srbskega mladinskega prvaka. Potem, ko so se rumeni lani pomerili z Radom, se jim je tokrat zoperstavil Čukarički. Trener trikratnih zaporednih slovenskih mladinskih prvakov Darko Birjukov ni presenetil z udarno enajsterico, v katero je uvrstil tudi vse 3 leto starejše igralce, ki imajo pravico nastopa v tem tekmovanju. Jana Repasa, Dominika Ivkiča in Žana Žuška. Tekmo so vodili ukrajinski sodniki na čelu z Jaroslavom Kozikom. Srečanje pa so sredine igrišča začeli gostje, ki so nastopili v temnejših dresih. Prvo priložnost na tekmi so imeli Domžalčani, Matija Rom je izvajal avt z desne strani, Kristjan Sredojevič je podal v sredino, tam je bil Jan Repas, s peto je lepo namestil žogo Lovru Vrandečiču, ta pa je streljal mimo leve vratnice. V 37. minuti nova priložnost za rumene, pri žogi Vrandečič podaja v sredino, za las je bil prepočasen Gaber Petric. 44. minuta, kot za Čukarički, do strela z glavo je prišel Marko Šarič, na pravem mestu pa vratar Žiga Frelih. Minuto pozneje nova priložnost za domačine, po levi strani je pobegnil Kristjan Sredojevič, podal je do Repasa, ta je prišel do strela, vendar je meril previsoko. In še sodnikov dodatek prvega polčasa, pri žogi Joel Osikel, podaljšal je Huč, do strela pa Repas, vendar nenatančno, in prvi del igre se je končal brez golov, 0-0. V drugem delu prva priložnost za goste iz Beograda, prosti strel Mehmedovič v kazenski prostor, Šarič je streljal na drugi vratnici, je poizkušal Šapič, vendar je zadev vratnico, razčistil pa je Ivkič. 53. minuta, prosti strel za Domžale, Vrandečič v sredino, na pravem mestu Žan Žužek, ki je popeljal Domžalčane v vodstvo z 1-0. Torej dober začetek drugega polčasa pred 1500 gledalci v športnem parku Domžale. Po vodstvu so zapretili nogometaši Čukaričkega v 56. minuti, predložek Veličkoviča, z glavo je streljal Jovanovič, izkazal pa se je v vratih Frelih. 63. minuta, zopet pri žogi Stefan Veličkovič, predložek v sredino, domači so odbili do Marka Šariča, ta pa je z natančnim strelom zadev zgornji levi kot nemočnega Freliha in izenačil izid na 1-1, torej vodstvo Domžalčanov je trajalo le 10 minut. Po izenačenju so igrali le še Domžalčani, v 71. minuti znova strel z razdalje, odbita žoga, toda Gaber Petric je bil nekoliko prepočasen. Sledil je nov napad rumenih, Repa za Sredojeviča, močan strel in znova na mestu Čulibrk. 79. minuta, žogo je prestregel Matija Roma, podal je do Gašperja Hrovata, ki je vstopil v drugem polčasu, ta je streljal na pravem mestu znova vratar Čulibrk. 3 minute pozneje, znova v napadu Domžalčani, Repas z imenitno podajo do Roma, ta s prve v sredino, tam je streljal Sredojevič, vendar premalo močno, ob tem pa ga je nepravilno oviral Mašovič, vendar ukrajinski sodniki niso dosodili 11 metrovke. V 89. minuti je poizkušal še Jarovič, meril je mimo leve vratnice in še zadnja priložnost v 90. minuti, Kene je bil hitrejši od vratarja Čulibrka, podal je v sredino do strela Jarovič, na golovi črti pa so odbili gostujoči branilci in ostalo je pri izidu 1-1. Moram reći da sam zadovoljan. Imali smo priložnosti, lak bi zmagali, lak bi tudi izgubili. Mislim da je realno neodločeno, ampak predvsem me veseli spoznanje da mi lahko enakovredno igramo z njimi i da smo nogometna država. To smo še enkrat pokazali, tako da dvoboj, dvomeč je odprt, gremo v Beograd sigurno optimisti da lahko premagamo nasprotnika. Čukarički si je torej na prvi tekmi priboril minimalno prednost gola v gosteh. Povratni dvoboj bo na stadionu na Banovem Brdu v Beogradu v sredo 19. oktobra ob 18.